Pozdravljeni, sem Nataša Kukovič iz Intelektuma in za vas izdelam spletno stran, trgovino ali učilnico, ki jo s ponosom pokažete svetu, njeni obiskovalci pa z užitkom in lahkoto uporabljajo. Danes v svoji novi epizodi videoserije Vaša spletna stran od A do Ž pa spregovorim o najpogostejših napakah v slovenskih spletnih trgovinah. Raziskavo sem naredila čisto sama, raziskala sem približno 100-150 spletnih trgovin in v bistvu danes izpostavljam napake, ki sem jih najpogosteje opazila. So včasih zelo banalne, take, ki si človek ne bi mislil, ampak se dejansko pogosto ponavljajo. Če se je na tem seznamu vaša, neka napaka znašla, je zagotovo prisotna kar na velikem številu spletnih trgovin, v deležu pač od teh 100-150 trgovin in pa osredotočila sem se predvsem na spletne trgovine manjših podjetij, ker so pri teh, nažalost, napake tudi najpogosteje izražene. Tako da, dajte slediti vse napake, ki jih izpostavljam in v bistvu pogledajte svojo spletno trgovino, če je slučajno katera od napak tudi prisotna. Ena najpogostejših napak, ki jih zaznavam že ves čas, pa zato niti nisem rabila posebej biti pozorna, je, da se spletne trgovine zelo počasi odpirajo ali pa zelo počasi delujejo v procesu zaključka nakupa. Zdaj, razlogov za to je lahko ogromno, ampak definitivno, če se vaša trgovina v osnovi odpira dlje kot neke 2-3 sekunde, je to že problem in lahko dejansko zmanjšuje število ljudi, ki v vaši trgovini karkoli naredijo. Potem pa v procesu zaključka nakupa se rado mogoče kaj zavleče v tistem trenutku, ko nekdo klikne dodaj v košarico ali pa potem dejansko, ko napreduje na plačilo. Tam res dobro preverite, koliko hitro vam stvari delujejo, ker je to ena res najpogostejših težav. In če se tam zalomi, lahko vi imate marketing postavljen kolikor hočete dobro, lahko imate perfektno vse nastavljeno, ampak dejansko bojo ljudje v tistem trenutku zapuščali trgovino, ker jim bo vse prepočasi delovalo. Potem ena zanimiva stvar, ki se dogaja na slovenskem trgu, v slovenskih spletnih trgovinah predvsem, je, da imajo spletne trgovine omogočena mnenja, mnenj pa ni. Zdaj morate se zavedati, da v Sloveniji ljudje so, nasplošno je pač manj ljudi kot v neki Ameriki in v nekih trgovinah, ki delujejo na teh globalnih trgih, in dejansko v Sloveniji nekako, ne vem zakaj, ampak so ljudje manj naklonjeni dajanju mnenj direktno na spletnih trgovinah. Če imate sistem, ki dejansko podpira mnenja, oziroma sistem itak podpira oddajo mnenj, ampak če mnenj nimate, dajte jih skriti, lahko jih skrijete dejansko na ravni posameznega izdelka in če imate na kak izdelek neko mnenje, če vam neka stranka napiše neko mnenje, vklopite možnost in prosite stranko, naj ga še tam napiše in takrat potem prikažete mnenja. Najbolj grozno je, ko v bistvu je opcija tista možnost, da bi mnenja lahko bila tam prikazana, mnenja pa nobenega. Pol naprej, kaj je tudi en tak ful velik feler, ki ga opažam, je to, da imate neprevedene spletne trgovine. Ogromno stvari v spletni trgovini je včasih še kar po angleško, kot add to cart ali pa your cart is empty, kao za prazno košarico. Velikokrat opažam, da je checkout kar po angleško napisana, čeprav je v osnovi spletna trgovina slovenska. Da dobro pregledajte, pa tudi recimo najpogosteje, kje ostajajo neprevedene stvari, je pa v procesu plačila s kreditno kartico. Tam je pa zelo pogosto še, res, to se pa zgodi po moje v 60-70%, da je vsaj nek stavek ali nekaj tam neprevedeno in to ful neprofesionalno izpade. Pol, kaj sem tu dejansko, tu sem bila presenečena. Pogosto sem naletela na neke spletne trgovine, ki so imele neke sezname izdelkov oziroma pač takvete one kvadratke, klasične, kjer gumb za dodaj v košarico dejansko ni deloval kot tak, ampak je preusmeril na stran izdelka. To v bistvu, če je izdelek tak, da bi lahko bil direktno dodan v košarico, oziroma če imate vi gumb, ki piše dodaj v košarico, mora dodati v košarico. Ne sme preusmeriti na stran izdelka. Če je izdelek tak, da morajo nekaj izbirati, izberite možnosti ali več v izdelku ali ne vem kaj. Naj ne piše na gumbu dodaj v košarico, če ne doda v košarico, ker je to zmedajoče. In še dodatni korak je, to nima smisla.
Potem, kaj še pri gumbih za dodajanje v košarico, velik problem, da zato, ker je dizajnersko lepo, skrivate gumbe dodaj v košarico. Ena največjih, pa najbolj tipičnih napak iz čist napačnih razlogov je to v bistvu, da vi postavite nek arhiv izdelkov, imate pač seznam vseh izdelkov in gumb dodaj v košarico ni viden, ampak se pokaže šele, ko pokažete na izdelek. To je seveda lepo, to je ful lepo, ampak predstavljajte si, na mobilni verziji mora dejansko nekdo tapniti, pa še enkrat tapniti, da doda izdelek v košarico, pa še vprašanje je, a sploh ve, da mora on tam tapniti. Tako da, čeprav ni toliko lepo, dejte imeti klasične postavitve za prikaz izdelkov, ker tile full fancy šmenci, te teme seveda imajo pač to notri, ker to lepo zgleda in pritegne vas kot nekega človeka, ki bo to spletno trgovino predstavljal, ampak konec koncev ne konvertira toliko kot pa en klasičen gumb dodaj v košarico, ki je viden na prvo oko. Stvari, ki hočete, da jih ljudje klikajo na splošno, ne bojo vedno vidne na prvo oko, ne da so skrite nekje zadaj. Ne? No to, kar sem ful pogosto tudi opazila, je, da so spletne trgovine delane na teh platformah, ki so kao brezplačne, in pol dejansko, ko imate vi trgovino gor postavljeno, imate noter v domeni še, ne vem, My Canva site, recimo, tam je najbolj pogosto v okopodla ali pa Wix site, pa ne vem, kaj še vse, neke take domene, ki niso vaše, Dajte se temu izogniti, tudi če to pomeni strošek, ampak grozno neprofesionalno izpade, če vi predstavljate sebe z neko domeno, z nekim URL-jem, ki vsebuje nekaj, kar sploh ni vaše ime, To zelo neprofesionalno izpade, lahko bi ljudje mislili celo, da je to neka zaspamana trgovina, ki sploh ni realna, da definitivno vpliva na vaš promet, če imate tak. Če še nimate dejansko na svoji domeni, na svojem gostovanju spletne trgovine, dajte to čim prej spremeniti. En tudi zelo velik problem je, še vedno, čeprav to že ptičke na drevesih čivkajo, definitivno si ne morete dovoliti v 21. stoletju, v teh časih, ko vsi po telefonih scrollajo, ko skoraj nihče več ne hodi po računalniku kupovati stvari, odvisno pa za kaj gre, seveda so kakšne tudi specifike, ampak ne morete si dovoliti imeti neoptimizirane mobilne verzije. Mobilna verzija je dejansko tista prva, ki vas mora zanimati, ker po vsej verjetnosti boste imeli kupcev nekje 80-90% iz telefona in definitivno ne zanemariti. Če že mora biti karkoli narobe, čeprav boljše, da nič ni, naj bo to na računalniški verziji, bo manj vplivalo na vas, ko pa da je na telefonu. Recimo, da je težko, ne vem, med kategorijami delati, ali pa da recimo počasneje dela na mobilni verziji, to je pri spletnih trgovinah najbolj pogosto, da so na mobilni verziji ful počasne, na računalniški verziji vam pa dejansko pokaže ful dober rezultat. Zato se ne smete na neka orodja zanašati, vi morate svojo spletno trgovino testirati iz vseh naprav. Vi sami, ne vaš razvijalec, vi sami. Morate pogledati, da dela vse hitro in na mobilni verziji se hitrost ful rada zatakne. Ali pa so stvari na strani izdelka tako čudno postavljene, da je, ne vem, gumb dodaj v košarico ful preveč na dnu, to ni v redu. Naj bo prvo dodaj v košarico, potem pa vse ostale informacije o izdelku. To so ene take res tipične težave, ki jih veliko kje zaznavam, ker se tudi, predvsem majhni podjetniki, podjetnice, ki si mogoče sami celo trgovine postavljate, se mogoče preveč zanašate na to, da je tema optimizirana za prodajo. Teme, ki jih kupujete, verjetno v 70% so samo lepe na uč, v resnici pa niso optimizirane za prodajo. Pa tudi ogromno tem se najde, ki je na računalniški verziji še vedno lepa. Za mobilno, če hočete pa ustvariti, da bo lepa, morate pa ful znanja imeti, da to naredite. Tako da, dajte preveriti. In tudi še posebej, če ste se zanašali na svojo temo, da bo naredila delo za vas, dajte preveriti, ker čisto možno je, da imate kakšne ful čudne stvari na mobilni verziji noter, ki si jih ne želite. Da res pa tudi do zaključka nakupa pejte, vse preverite, če karkoli ne štima. Kaj je ena taka ful škoda? Pogosto vidim, da podjetniki dajejo na svoje spletne strani neke slike s tekstom.
Zato, ker pač mogoče ne znajo postaviti ali pa kao tudi če jim razvijalec dela, enostavno reče, ja, tako pokni, pa je pol na koncu cenej, recimo, če je, se ne vem. V glavnem, in dajo potem sliko, kjer je na desni strani ena slika, na levi strani je pa tekst. To definitivno ne smete dati gor kot sliko, morate dati kot slika na desni strani, na levi pa tekst kot tekst, in ga dejansko v spletni strani napisati, oziroma copy-pastati od koderkoli. Definitivno ne smete slike dati noter, zato ker prva stvar je, na mobilni verziji, ko vi tako sliko, ne vem, tako ležečo date, na mobilni verziji tisti tekst na desni ali levi strani ne bo viden. Na mobilni verziji se tak razdelek vedno razdeli, slika pa potem tekst ali prvo tekst pa potem slika. Definitivno na mobilni verziji nič ne ostane levo-desno postavitev, to je prva stvar. Druga stvar pa je, da brskalniki ne berejo vaših slik, brskalniki slike gledajo, mogoče sklepajo nekaj, kaj je gor na njej, ampak tisti tekst, ki je na strani, pa dejansko vam nobene vrednosti ne da, ker brskalniki tega ne preberajo dol iz slike. Ni še tako daleč, da bi zanesljivo se to zgodilo. Pol, kaj sem ful opazila, to je sicer najbolj problem računalniške verzije, tako da mogoče ni zdaj neki in sploh katastrofa, ampak ful pogosto vidim, da je vse tako ogromno, vse je na veliko. Saj fajn, da je vidno, ampak vi morate vedeti, če je stvar toliko velika, da pokrije cel ekran na nekem laptopu, to definitivno ni okej, ker to človeka ful v stres spravi. Mora biti se nekako subtilno prikazano, nekako prave velikosti, in definitivno nek razvijalec z izkušnjami bo znal te stvari v neko pravo razmerje postaviti. Da je vse nekaj ogromno in da dejansko moraš scrollati ali na telefonu ali na računalniški verziji, to velja za oboje. Če je neka slika tako ogromna, da moraš scrollati, da celo vidiš, to je full filler. In tega je ogromno. To se pa pojavi po moje tudi v 60-70% trgovin, vsaj na enem mestu. Tako da, dajte preveriti, če imate kakšne take čudne slike, ki jih morate scrollati dejansko, da sploh celo vidite. To se ne sme zgoditi. To pol ena taka vizualna fora, ki je tudi na računalniški verziji bolj kritična, je, da ko imate arhiv izdelkov, torej seznam vseh vaših izdelkov, ki jih imate v trgovini ali v neki kategoriji ali kaj, imajo pol tisti gumb dodaj v košarico, en je nižje, en višje, nižje, višje in to ful neugledno zgleda, da dajte z tega znebiti. Ta gumb mora biti poravnan spodaj, da to nekako organizirano zgleda. Ampak dobro, to je zdaj res najbolj preko računalniške verzije problem. Na samem telefonu se seveda to nikjer ne pozna, zato ker so izdelki razdeljeni dol, razen če imate tudi na mobilni verziji po 2 izdelka v stolpcu, kar je tudi možno. Ali pa ni nič narobe s tem, ampak mora definitivno biti poravnano, da to lepo zgleda. Velikokrat se zgodi, kot sem rekla, pri mobilnih verzijah, da niso optimizirane in niti pogledate ne in sploh ne date pozornosti na to dovolj in so dejansko elementi ful razmetani in to nesmiselno razmetani. Teda vso vsebino, ki jo imate v trgovini, pri opisu izdelkov in tako naprej, pa tudi na domači strani, vse povsod, dajte orang pogledati, pa tako vklopite dejansko misli, ko pregledujete, a je vse na svojem mestu, a je vse v pravem vrstnem redu. Vrstni red na mobilni verziji se zelo rad tako hinavsko obrne. Mislim, ne da se obrne, pač tak je kot na računalniški verziji in če je vrstni red napačen na računalniški, kar na računalniški čist fajn deluje, je potem na mobilni verziji pač to narobe razporejeno. Tako da to res malo poglejte. Pol ena zelo pogosta težava je tudi to, kar mogoče sploh niste kdaj opazili, pa ne bom zdaj rekla, da boste imeli ful manj konverzij zaradi tega, ampak malo več neprofesionalno izpade. Ko recimo nekdo klikne na neko kategorijo vaših izdelkov, in potem na zavihku brskalnika, zdaj sorry, ker tega pač ne prikazujem na tak način, da bi lahko dejansko videli, ampak ne smem izpostavljati nekih spletnih trgovin, kakšne težave imajo, žal v praksi pač tega ne morem delati, ker bi lahko pač koga užalila ali kakorkoli, da ne zmerite, ampak ja, na zavihku
brskalnika, torej Chroma ali Firefoxa ali karkoli, vam dejansko neki tekst piše na povezavi, ki jo imate, a ne. In velikokrat se zgodi, da tisti tekst kar ostane nepreveden pri kategorijah, oznakah, ne vem, karkoli, in imate potem, ne vem, hipotetično govorim, če imate vi spletno trgovino z hlačami in majicami, pol pa kliknete na kategorijo majice, bo pa pisalo majice archives. To je kar neki, a ne, pač ni zdaj neki, da bo ful katastrofa, lahko pa edino to vpliva na brskalnike, ja, da vas bojo brskalniki slabše prikazovali, ampak tudi to je mogoč faktor, ki vpliva 0,001% na vse skupaj, ampak ja, pač čudno izpade, no. No to, ja, pa ena ful velika napaka, ki se sicer ne dogaja pogosto, ampak je pa prisotna, da se morajo vaši kupci registrirati, da lahko kupijo. Mene osebno to takoj odbije. Jaz ne želim ustvarjati uporabniških računov na 500 spletnih trgovinah, kjer kupujem, in tega definitivno ne bom delala, in če je to neka trgovina, kjer ne nameravam jaz v kratkem spet kupovati, jaz pač nočem uporabniškega računa. Jaz želim to kupiti kot gost in je to, ne da se nekje shranjujejo moji podatki. Pa še pač dodatni koraki so. Ustvarjati uporabniški račun je dejansko ful preveč zahtevno opravilo za večino ljudi. Tako da tega se res izognite. Še posebej tisti, ki računate na impulzno nakupovanje. Če so vaši produkti taki, da jih lahko ljudje tako ful na hitrico kupijo, recimo tako, ne vem, kaj vem, pač neke nizkocenovni produkti pa to, ne komplicirajte zaključka nakupa z neko registracijo. Na splošno cel zaključek nakupa je pogosto malo preveč zakompliciran, velikokrat ga pa zakomplicirate z zaupanjem, da boste dejansko več prodali s tem. Na kaj zdaj to ciljam? To je tudi ena velikih napak, ki se pogosto dogaja, ali pa bomo rekli, mogoče pretiravajo v tem, ne. Vemo, da če v zaključku nakupa ali v košarici ponudimo dodatne izdelke, se lahko zgodi, da bo človek nekaj dodatnega kupil. Ampak veliko je pa v tem, kako mi to umestimo. To ne sme biti neki dodatni korak, ki ga mora nekdo klikniti. To mora biti tako vmes, da lahko človek enostavno preskoči, brez da nekaj klikne. In velik problem je, ko imate vi to tako naštimano, da ko nekdo na zaključek nakupa pride, ko že dejansko vpisuje svoje podatke, mu začne metati gor neki pop-up ali nekaj, da naj doda še to, Naj bo to raj na začetku, čist na vrhu strani neka priporočila ali pri košarici ali v zaključku nakupa, da sicer človek ne more spregledati, ampak definitivno pa ne sme biti dodatnega klika, zato da se znebi tistega pop-upa ali karkoli, ker to človeka ful ziritira in sam zapre. Mene že, a ne. Naj bo to ali na začetku strani tej, ali pa pol, da lahko samo poskrola mimo človeka, ne. Že to je dovolj moteče, pa tega definitivno ne sme biti veliko. Kaj sem tudi opazila večkrat v teh, to so dejansko zelo kao optimizirane spletne trgovine, ki na koncu veliko ljudi tudi odbije. Saj eni padejo na to, ene pa odbije. Da imajo dejansko nekateri na zaključku nakupa dol, ne vem, 3 opcije. Dajte dodati še to, pa še to, pa še to. Ok, če že morate to delati, imejte eno stvar. Predlagajte eno stvar in sistem naj bo tako nastavljen, da dejansko nekako izbere nek produkt, ki je najbolj verjeten, da ga bo človek zraven vzel, ki dejansko spada zraven, ne. Ker tudi to je velikokrat, pa predlaga nek izdelek, ki sploh ni povezan s tem, kaj ima človek v svoji košarici, a ne. Da, če hočete take sisteme, naj bojo postavljeni pametno. Jaz vem, da tudi teme, res, če uporabljate pač te klasične teme, vam pogosto to pač dajo opcijo in treba se zavedati, da ne morete vi, mislim, ni smiselno uporabljati vsega, kar vam neka tema omogoča. Zdaj imate opcijo pač izbirati, a ne. Vsaka tema ima, ne vem, 30, 40, 50 nekih opcij, in ne morete vi vseh 40-50 opcij pač izkoristiti. Izkoristite tiste, ki so za vas smiselne. To so mogoče, ne vem, 2 ali pa 3 neki dobri prijemi, ki vam izboljšujejo pol prodajo. Definitivno tega ne more biti toliko, kolikor vam tema omogoča, ne. Zdaj, če se pa odpovete pač klasični temi, je pa tako ali tako najboljše, ker se lepo z nule naredi točno to, kar vi rabite, brez da vam obtežuje sistem s tisto temo klasično. Ampak več o tem pa spregovorimo tudi kdaj drugič, oziroma med mojimi drugimi epizodami videoserije. Že lahko v bistvu, imam eno videoserijo na temo, zakaj jaz uporabljam
Bricks Buildera, ne, ki ni klasična tema. In si lahko tistega tudi pogledate, če vas zanima, kje je zdaj tu fora, tema ali ne tema. Ne. To dejansko je za danes. Seveda, ogromno je še drugih napak, ki se jim je fajn izogniti. Ogromno je tudi trikov, s katerimi lahko povečate vašo prodajo. In te trike dejansko najdete tudi, ene take fajn trike sem zbrala v svojem novem e-priročniku brezplačnem, 7 trikov za več prodaje v spletni trgovini in so dejansko taki triki, ki jih drugi ne omenjajo večinoma in dejansko imajo zelo dober potencial delovati tudi na slovenskem trgu, a ne. Tako da tistega si preneste, bom dala nekje, link je ziher nekje tu blizu, tako da ga lahko hitro dobite. In pa jaz upam, da sem vam s tem pomagala, ne glede na to, spletno trgovino že imate in jo želite optimizirati, ali spletne trgovine še nimate, pa pač hočete poskrbeti, da bo res dobro zastavljena. To je to za danes, se vidimo v naslednjem. Bodite lepo. Čau, čau!